notranji mir. Kaj to je, kako priti do njega, nismo nekaj že govorili o tem. V bistvu to so besede, ki skoraj vsak, ki pride k meni, ko vprašam, ok, kaj si pa v bistvu vi želite? Vsak drugi uporabi točno te besede. Jaz si želim notranjega miru. In verjetno si tudi vsak od nas, tudi jaz si to želim, vsi si želimo. Ampak zdaj vam jaz dobro in slabo novico. In dobra novica je to, da notranji mir pride v paketu, pride tudi z notranjim pogumom, pride tudi z notranjo radostjo, pride z notranjo ljubeznijo. Torej, če hočemo imeti notranji mir, moramo imeti tudi notranjo moč in pogum, da smo to, kar smo, in da se postavimo zase, in moramo imeti moč in potem kot posled tudi notranji mir. Torej, notranji mir, ko ga dobimo v paketu. Upam, da se strinjate. Torej, ne dobimo samo notranji mir, jaz se skrijem tu pod mojo mizo, pa se skrijem, pa mi vsi dajo mir. To ni notranji mir, ker pomeni, da sem prestrašena, da me vodi strah, da sem se sam začasno skrila. Notranji mir je resnično povezan tudi s pogumom, z ljubeznijo, z radostjo, ampak predvsem si moramo upati biti to, kar smo, moramo znati reči ne, moramo se znati postaviti zase. Se pravi, to je dobra novica, notranji mir, ja, je da pride v paketu z vsem tem. Kaj pa je slaba novica? Kaj pa je slaba novica? Da je stvar, treba več energije vložiti, kot si na začetku človek misli. Da je se treba sebe dati celega vnoter. Da je treba marsikaj predelati pri sebi, da dobimo ta notranji mir. In da je treba tudi te stare vzorce spremeniti in kaj še, da je to konstantno delo na sebi. Tak nekako v tem smislu ste tudi vsi ostali napisali. Torej, notranji mir je nekaj, kar dosežemo, ko veliko tega na sebi naredimo. In notranji mir ni nekaj, zdaj ga dosežemo in imamo do konca življenja, ampak moramo vsake toliko časa malo skorigirati. Vsake toliko časa se nam še kaj pojavi, kar je treba predelati. Vsake toliko časa še imamo prostor za rast, zato smo tudi tu na planetu Zemlja. Torej, notranji mir, dobra novica, da dobite s tem še notranji pogum, radost, da morate tudi to razviti, moramo, vsi, tudi jaz. In slaba novica, da pač je treba zato tudi več vložiti sebe. In spet opozarjam na moje dve knjigi, rada bi, da jih berete kot Biblijo, rada bi, da vsako besedo preberete, da ne enkrat, večkrat. In tukaj imate opisano iz prve knjige na strani 147 pot do notranjega miru. Torej, kako pridemo do notranjega miru? To bi vam absolutno priporočala, da to naredite, kar tukaj piše, da si preprosto zapišete vse dogodke iz vašega življenja, ki so bili težki, vse dogodke si zapišete, kjer vam ni bilo lahko in jih potem enega za drugim predelate. In posledično pridete do tega notranjega miru, vsaj do neke dosti večje količine. In druga stvar, ki je pa tu iz druge knjige, za katero bi si tudi želela, da jo resno vzamete, da jo ne samo preletite, da jo berete, ko imate energijo za to, so pa ti vzorci, o katere delamo že ves čas, vzorci in si dajte označiti številke, kako močno čutite, da je to za vas res in jih počasi spravljati proti nič. Torej, te dve knjigi, prosim, vzamite resno, razumite jih, delajte jih in boste videli, da boste prišli do notranjega miru, boste prišli do tega, da se dobro počutite.